Leto 2020 se je začelo kot leto velikih športnih pričakovanj. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komitej si še naprej prizadeva za vzpostavitev dolgoročnega sistema in pogojev za vključevanje mladih invalidov v športne aktivnosti. Za voljo tega je pred leti skupaj z Lidl Slovenija razvila program Postani športnik, iz slednjega pa so stekli še nekateri drugi projekti. Med njimi je paralimpijski športni tabor za mlade in njihove družine, ki je avgusta letos potekal drugič zapored. Tabor je znova gostil hotel Termana Park v Laškem, druženje pa je potekalo od četrtka do nedelje. Zveza s taborom izpolnjuje zaveze programa Postani športnik, s katerim mladim zagotavlja sistemske pogoje za vključevanje v športne aktivnosti. Starši in mladi so letos spoznali kar nekaj novih športnih panog, potekalo pa je tudi ogromno predavanj. Vrhunec druženja je predstavljalo nedeljsko športno tekmovanje med družinami v telovadnici osnovne šole Debro. Vzdušje na taboru je bilo odlično, navdušeni pa so bili tako starši kot mladi. Prijavili smo se v tabor zaradi tega, da se družimo, da spoznamo tudi druge otroke, da spoznamo druge starše, da otroci na koncu koncev zdravi in tisti, ki imajo težave, vidijo, s čim vse se lahko ukvarjajo in da je praktično vse možno doseči z voljo in z trudom. Občutki so fenomenalni, družba enkratna, lahko sam rečem, da vsakemu, kjer ni prišel sem, pa ima možnost, da je lahko žal, ker to je enkratno doživetje in mislim, da bomo drugo leto ponovno tukaj. Že lanska izvedba tabora je upravičila pričakovanja, letos pa je želela zveza na vseh področjih narediti še korak naprej. Izvedba je bila zares uspešna in zdaj so postavljeni čvrsti temelji projekta paralimpijskega športnega tabora, ki bo postal vsakoletna tradicija. Žal pa so se v olimpijskem letu nad šport zgrnili temni oblaki. Koronavirus je zaustavil svet, tudi svet športa. Tudi pri invalidih je situacija podobna, predvsem invalidi športniki morajo skrbeti, da jim vsa prigarana kondicija, vsa prigarana moč ne poide. Zato je zelo pomembno, da so povezani s svojimi trenerji, ne glede na to, v katerem športu je, ali so to ekipni športi, ali so to zunanji športi, ali je to plavanje. Vsi športniki lahko sami skrbijo doma za moč, za vzdržljivost, delajo raztezne vaje in skrbijo za splošno kondicijsko pripravo. Če bojo v bistvu to počeli dnevno, bodo tudi se veliko lažje kasneje vrnili nazaj v svoj šport in veliko lažje naprej trenirali. Prišel je čas negotovosti in težkih odločitev. V obdobju, ko ni bilo jasno, v katero smer bo krenil svetovni šport, sta se za slovo od tekmovalnih aren odločila dva velikana slovenskega športa, Darko Đurić in Dejan Fabčič. Zanimivo je, da se je njuna športna pot prepletla že zelo zgodaj, ko sta oba nastopala v bazenih. Darko Đurić se je poslovil malce nepričakovano, v največji meri zaradi odpovedi paraolimpijskih iger v Tokiu, na katere se je intenzivno pripravljal v zadnjih mesecih. Takrat smo še malo razmišljali, da bi zaobšli pravila in še zmeraj trenirali, ampak smo videli, da zadeva ni tako enostavna, kot je izgledala in se je pač vse skupaj zavlekalo, koliko 2 meseca in koliko je trajalo vse skupaj. In sem nekako videl, da ne bi bil več možen kvalitetnega treninga. V Dejanu je ta odločitev zorela že dlje časa. Ob skupnem slovesu tekmovalnega športa pa sta oba z nami delila tudi številne zanimive in šaljive zgodbe iz zakulisja velikih tekmovanj. Ja, veliko je zgodb, zdaj bi prav mogel pobrskati po spominu, ampak ja, recimo, ko sva bila cimra, mene je vedno motilo, jaz sem človek od reda in sem imel stvari pospravljene tudi v hotelski sobi, da sem vedno vedel, kje kaj najdem. Jaz sem pa pač malo bolj na easy, se lepo cune metal na pojslo in po enem tednu v bistvu na srečo, da sem rabil samo pol pojsle, tako da ker nisem več imel nobenega prostora. Dejan pa se vendarle ni čisto poslovil od športa. Sklenil je, da se bo skušal na paralimpijskih igrah preizkusiti v še eni, zanj novi disciplini. Kdor Dejana Fabčiča bolje pozna, ne dvomi, da mu ne bi uspelo tudi v tretje.
oziroma v njegovi tretji športni disciplini. Dejan se vsake stvari loti, dajmo reči, resno z veseljem in pade noter in ga rado, ker ne uspe. Tako da tudi lokostrelstvo se je lotil v bistvu resno in pa ne z vidika samo uspeha, ampak s to ljubeznijo, ki ga bo pripeljala daleč. Že v začetku je povedal, da je njegov, da si želi priti na večje tekmovanja in jaz mu pri tem pomagam, tako da imava neko skupno vizijo priti na paraolimpijske igre. Je, kar se mene tiče, dober material, tako jaz rečem, dobremu, v bistvu, dajmo reči, talentiranemu človeku iz predhodnih športov in ima izrazito moč, ima zelo razvit zgornji del telesa, kar v lokostrelstvu pride zelo prav, tako da imamo že neko bazo zgrajeno. Zdaj pa v bistvu delamo še drugi del, tehnični del in pa sploh pripravo na tekmovanje in nek prenos iz teh športov, kjer se gre v bistvu na moč, adrenalin, v to naše meditiranje, dajmo reči, ohranjanje nekega idealnega, nastopnega, mirnega stanja. V primeru športnika iz Vipave je lokostrelstvo na nek način postalo družinski šport. Tako kot vsi športi praktično do zdaj v mojem življenju je prišlo tudi lokostrelstvo zelo spontano. In v bistvu prijateljica, s katero skupaj pojeva pri pevskem zboru, pri Ipavski, je trenerka tlele v klubu, v lokostrelskem klubu v Budanjah in ima trenerka za otroke. In je rekla, lej, ti imaš dve punci doma, ne prideta probat streljati, pa smo res prišli enkrat cela družina, tudi žena, pa jaz, pa smo vsi probali streljati. Potem starejša hčerka je šla nekako rajši v kajak, tako da zdaj trenira kajak, mlajša je pa nekako navdušil tudi ta lok, pa lokostrelstvo, tako da ona je se potem upisala v klub in zdaj tukaj strelja v Budanjah. Jaz seveda jo prepeljem na trening in potem namesto, da čakam v avtu, kdaj bo konec treninga, sem pa še jaz poprijel za najprej šolski lok, potem me je pa zmeraj bolj to navduševalo in sem počasi kupil malo boljšo opremo. Kaj je tisto, kar ti je najbolj všeč? Da moram si vse zapomniti, kako kaj je treba, pol me kdaj še kaj popravijo, kako in pol tu je zame izziv, da moram kaj popraviti in tako. Zdaj slišim, da skupaj trenirata z očetom, ga pogosto premagaš? Ne. Ne? Ne, pač ka... Ne, ker ne vem zakaj. Pač on je bolj, ima še merilno, ima boljši lok, tako. Poleti se je zdelo, da smo vendarle premagali koronavirus. Tudi športniki so zadihali s polnimi pljuči. Nova Gorica je za slovenske športnike invalide gostila druge priprave, ki se jih je udeležilo več kot 50 parašportnikov. Čeprav je sezona tekmovanj in treningov zaradi koronavirusne pandemije precej okrnjena, pa je ohranjanje pripravljenosti zelo pomembno. Občutki v Novi Gorici so vedno super. Ne? Jaz se zelo rad vračam sem, že rekel, poznam jo že leta in leta. Ne? No, tudi sam konec koncev sem Koprčan, ne vem, če to ljudje vejo. Ne? Se pravi, ta primorski vibe mi je blizu. Ne? Tako da ja, Nova Gorica, vedno prijazni ljudje, vse se da dogovoriti. Ne? In pa meni kot športniku je pomembno to, da je res infrastruktura zelo blizu, ne? Na dohvatu ruke, bi rekel včasih. In ja, vse je tako, kot je treba. Ja. Poudarjamo na intenzivnosti treningov, krajši intervali, eksplozivni. Vidi se, da se dviguje tudi forma, glede na tisto aplikacijo, ki jo uporabljamo s trenerjem. In ko sem rekel občutek, da sem z ročnim kolesarjem v zavetri in podobno prehitevanja, vsekakor dobrodošlo pred dirko. Slovenski šport je dobil tudi svoj praznik. Lep pozdrav vsem. Naj vam tudi vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, paraolimpijci, ob današnjem državnem prazniku zaželim vse najboljše z najlepšimi pričakovanji in upanji za prihodnost. Zelo sem počaščen, da ste si danes vzeli to slabo urico časa za obisk tukaj v predsedniški palači. Časi za šport so sicer zelo zahtevni, težko je napovedati, kaj bo prinesla prihodnost. Tudi naš predsednik pa je v nagovoru poudaril, kako pomemben je sam šport.
Šport najprej krepi naše zdravje, že zato si šport zasluži eno veliko pozornost posameznika in skupnosti. Šport krepi naš ugled, samo pomislite na sijajne dosežke naših športnikov. V 30 letih naše samostojne države so zelo, zelo pomembno, morda celo odločilno pripomogli k ugledu in prepoznavnosti med najširšo množico vsepovsod po svetu. In tretjič, šport nas povezuje. Slovenci smo si tako kot vsi drugi, med sabo tudi zelo različni, ampak potem, ko pa pride do športnih tekmovanj, pa držimo eno zastavo in poslušamo eno himno ob uspehih naših športnic in športnikov. In v teh 30 letih samostojne države res ne manjka na športne podlage vseh drugih generacij predtem. Predsedniku Republike Slovenije sta zavezo predala predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komitej Damjan Lazar in parakolesar Anej Doplihar. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, tudi za nas, parašportnike, je danes pomemben dan, kajti praznujemo prvi dan športa, ki nekako sovpada z Evropskim tednom športa Be Active. Za naše športnike je to zelo pomemben dan in se zahvaljujemo, da je država nekako prepoznala pomen tega dne in da na ta način se nekako pokloni tudi športu. V ta namen, kot naša krovna organizacija Zveza za šport invalidov Slovenije, Paralimpijski komitej, vam predajamo zavezo, skozi katero se zavezujemo, da bomo v naslednjih 10 letih poskušali biti še bolj uspešna zveza, krovna organizacija na področju parašporta in da bomo ena od gonilnih sil vsaj v Evropi. Ob vsem velja samo še dodati, da si bodo na zvezi v prihodnje še dodatno prizadevali za promocijo pozitivnih vidikov parašporta, ki blagodejno in pozitivno vpliva na razvoj in življenje športnikov. Toda jeseni je koronavirus spet pokazal zobe. Če bi želeli napisati pesem, ki bi ponazarjala vse te izzive in okoliščine, ki so se nas dotaknili v letu 2020, bi verjetno ponovno nastala himna Ta tempo. Kajti ideja, za katero se je himne lotil Trkaj, je bila pokazati, kako smo lahko ljudje, predvsem športniki invalidi, trpežni, kako zelo smo predani, kako lahko z motivacijo in s pogumom naredimo zelo veliko, kljub nekim oviram, s katerimi se srečujemo na poti. In ja, leto 2020 nam res ni prineslo 50. paralimpijske medalje v Tokiu, sem pa prepričana, da se bomo veselili v naslednjem letu in seveda v tempu Ta tempo. Jovo, da me not, to mora iti ven iz mene. Ne gre se za to, koliko padeš, šteje samo, koliko ostaneš, koliko to verjameš, koliko močno v to verjameš, na polno noto to verjamem, kdaj, 5 zjutraj že ostanem, brez budilke v glavi imam alarm, evo me, jaz sem pripravljen na nov dan, nov tempo in nov flow imam, pripravljen vedno, to ni game, to je moj life. Gremo, to je naš fight, skupaj pišemo legendo, to je naš cajt. Dan se ga hara, vides ne vara, tlej se ne špara, polna dvorana, čaka na zmaga. Moje srce, moja država, moji ljudje, moja zastava, stisnem zopet, do konca se gre, tukaj se čudeže čara. Čutiš, kaj se dogaja, ta povezava med nami obstaja, tale trdnjava se zdaj osvaja, cela hala bo spet ropotala. To, gremo skup do finala, to, gremo skup do pokala. Koliko verjameš noto to, koliko verjameš, da lahko, a daješ noto 100%. Jaz verjamem tako močno, ne uname se ne bo, prehajam po zlato, sam tempo. Drž, ta tempo, drž, ta tempo, tempo, tempo. Drž, ta tempo, drž, ta tempo, tempo, tempo. Life in a
hard, včasih ne zbiraš kart. Še kolikrat bo mogel nazaj na štart. Alej naprej, kar bo je pustil zad. Poglej srce, noter skriva se prvak. Zdaj te za proti napad, na koncu teme je light. Mogoče zgubil sem bitko, sam bom tu da fight. Mam to volo in mind, jaz mam kontrolo in grind. Mam za sabo ekipo, vsi imamo isti vibe. Boljši ka average shit, naš tempo je savage kid. Kad dam not vse, kar mam nastane, tak magic trik. Levi krik, kar vidiš je levi ring. Vse kar vidiš in slišiš je not v meno limp. Štenge do štenge, vse do legende, tempo visoka, triglovske scene. Dneve in tedne in mesece in leta, vse do atleta. Čelah jaz, polah tudi, evo štafeta za nove ljudi. Prišel bo stit sem energy, prišel bo stit sem legacy. Kolik verjameš not v to, kolik verjameš da lahko, a daješ noter 100%. Jaz verjamem to močno, ne uname se ne bo. Prehajam po zlato, sam tempo. Daš, ta tempo, daš, ta tempo. Tempo, tempo. Daš, ta tempo, daš, ta tempo. Tempo, tempo. Daš, ta tempo, daš, ta tempo. Verjam da slejka prej pride tu tvoj moment. Daš, ta tempo, daš, ta tempo. Verjam da slejka prej pride tu tvoj moment. Lega, von gre. Kolikrat stisnuje zobe, a kdo ve? Lejo, punca gre. Te poklajo v srce. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.